Spoštovani obiskovalci spletne strani kamničan.si, tokrat se oglašamo s posebne povolilne oddaje. Z nami je novo izvoljeni kamniški poslanec, magister Matej Tonin. Postavili mu bomo nekaj vprašanj. Kako komentirate vašo izvolitev? Zagotovo sem se te izvolitve razveselil. Po 10-letnem delu v politiki je vendarle prišel čas, ko se nam je nasmehnila tudi sreča. Rezultat volitev je bil izjemno tesen, zato naj se ob tej priložnosti še enkrat zahvalim vsakmu izmed volivcev, da je glasoval zame, ker brez njegovega glasu moje izvolitve zagotovo ne bi bilo. Upam pa, da bom vse tiste, ki niso glasovali zame, na nek način s svojim delom prepričal, da je vendarle dobro, da Kamnik ima poslanca in da bo v tem mandatu, ki prihaja, kljub vsemu, da se bo poznala prisotnost kamniškega poslanca tako za občino Kamnik kot za občino Komenda v Državnem zboru. Po 3 letih odsotnosti iz Državnega zbora se ponovno vračate v Državni zbor, seveda v drugi funkciji, kot ste pred 3 leti zapustili Državni zbor. Poleg tega je tu še en zgodovinski moment, da se vračate v sestavi prve stranke, ki se je vrnila v parlament, potem ko je enkrat izpadla. Kakšni so občutki in kako si predstavljate konkretno delo v Državnem zboru? Ja, jaz sem nekako žalostnim srcem leta 2008 parlament zapustil, takrat sem delal v parlamentu kot strokovni sodelavec, takrat sem šel na samostojno pot, odprl sem podjetje. Zdaj se vračam v parlament, jaz lahko rečem, da nekaj izkušenj z delovanjem parlamenta imam in verjamem, da bodo te izkušnje mi prišle zdaj zelo prav, ker ne bom rabil nekega časa, da bi se na novo uvajal in na novo učil. Tako da jaz se poslanskega dela izredno veselim in bom rekel, da komaj čakam, da se naše delo začne. Boste imeli tudi v Kamniku svojo pisarno oziroma kje? Bo to tako kot do sedaj na občini ali kje drugi? Seveda, poslanska pisarna je zdaj na občini, občina Kamnik in občina Komenda. Čas za poslanske pisarne je predviden v ponedeljkih. Absolutno bom jaz to tradicijo nadaljeval, razmišljam pa celo, bom videl, kako bojo finančne možnosti to dopuščale, da bi poslansko pisarno naredil bolj dostopno ljudem. To pomeni, razmišljam, da bi iz občinske stavbe preselil svojo poslansko pisarno na eno izmed kamniških oziroma komenskih ulic in tako se ljudem še bolj približal. Bomo videli, kako bojo te stvari izvedljive, ampak takšna je moja želja. Se pravi, da me ne bi ljudje iskali po občinskih stavbah, ampak da bi dejansko lahko šli z ulice direktno v mojo pisarno in bi se tam lahko umiril in pa sproščeno pogovarjali. Ste lahko nekoliko bolj konkretni, kako si predstavljate sodelovanje vi kot poslanec in občina Kamnik, občina Komenda? Zavedam se, da bojo pričakovanja ljudi zelo velika. Vprašanje je, kaj eden izmed 90 poslancev v parlamentu dejansko lahko stori. Sam verjamem, da določene stvari se da premakniti naprej. Sam osebno se bom dal na razpolago tako kamniškemu kot komenskemu županu, da kar bo v moji moči, jemu bom pomagal. Tukaj mislim predvsem na obiskovanje raznih ministrstev, raznih uradov. Če bom le lahko, bom poskušal odpirati vrata, skratka, da bom hodil z obema županoma naokoli po ministrstvih in s tem pomagal, da bodo določeni projekti tekli hitreje, kot tečejo danes. To mislim, da je moja glavna naloga. Druga pomembna stvar pa bo, da ko se bo sprejemal državni proračun, da bomo poskušali zagotoviti tudi določena sredstva za te večje kamniške in komenske projekte. Tukaj moram izpostaviti naprimer zagotov izgradnjo osnovnih šol v občini Kamnik. In tukaj bo ena izmed priložnosti, za katero upam, da bo tudi rezultat pravi oziroma na koncu pozitiven. Še malo bolj v Kamnik. Kako si predstavljate sodelovanje z županom Marjanom Šarcem, glede na to, da je Nova Slovenija v opoziciji v občinskem svetu?
Kdorkoli spremlja naše delovanje, lahko vidi, da mi smo konstruktivna opozicija, mi nobeni stvari ne nasprotujemo iz inata, ampak mi vse dobre stvari, tudi če smo v opoziciji, že zdaj podpiramo, to se lahko vidi že pri glasovanju za zadnji proračun in na takšen način seveda mislimo delovati tudi v prihodnje. Zagotovo pa verjamem, da bova zdaj županom sodelovala več, ne nazadnje, že zaradi funkcij se bova mogla, jaz upam, da bo župan na to pristal in da bo pripravljena na takšno sodelovanje, da bi se najmanj enkrat na teden sestala, izmenjala problematiko in na nek način skupaj poskušala ugotoviti, kaj je tisto, kjer lahko vsakdo izmed naju naredi, da se zadeve v občini Kamnik premaknejo naprej. Pričakujete morda tudi povabilo v koalicijo? Jaz ga ne pričakujem, mislim, da je župan na nek način koalicijo že sestavil, dvomim, da jo bo spremenil, tako da se mi pa ne zdi ta stvar niti ne toliko bistvena, kot sem rekel, mi v Novi Sloveniji že zdaj delujemo konstruktivno, to nameravamo tudi v prihodnosti in kot poslanec se bom dal županu na razpolago, če bo ocenil, da lahko pomagam, bom to z veseljem storil, če pa bom mislil, da ne in da je ta stvar nepomembna, je pač njegova odločitev, ampak kljub temu, če on ne bo na to sodelovanje pripravljen, se bom jaz absolutno trudil po svojih najboljših močeh, da kar največ storim za občino Kamnik in Komenda. To pa je moja osnovna naloga. Pa pogledaj nekoliko še na državni nivo. Kako ocenjujete, da se bodo razpletla koalicijska pogajanja? Bo Nova Slovenija v koaliciji, opoziciji, kdo bo mandatar oziroma na to predsednik vlade? Ja, kar zadeva Novo Slovenijo, lahko rečem, da smo mi že povedali, da se v vladi z Zoranom Jankovićem ne vidimo. Vendarle obstajajo razlike na vrednotnem polju in tudi razlike na gospodarskem polju in zato neka koalicija med nami Jankovićem mislim, da ni možna. Zdi se mi tudi pomembno, da katerakoli koalicija bo, da je čim bolj programsko sorodna, ker programska sorodna koalicija pomeni nek način tudi učinkovito delovanje, ker ni potrebno usklajevati določenih vsebinskih programskih zadev in ta čas, ki bi ga drugače za te stvari porabili, ga lahko porabimo za normalno tekoče delovanje. Tako da jaz stavim na programsko sorodno koalicijo, če bo uspel Zoranu Jankoviću sestaviti vladno koalicijo, bo to najverjetneje leva koalicija, vaga oziroma ključni za to sestavo koalicije bojo v Virantovi stranki. Če se bojo v Virantovi stranki odločili, da v Jankovićevo koalicijo ne gredo, potem obstaja verjetnost, da koalicijo sestavijo tudi pomladne stranke z Virantom in morda še kom. Prepričan pa sem, da se bo žal, za Slovenijo to sicer ni dobro, ampak da se bo sestava vladne koalicije še kar nekaj časa vlekla. Ne pričakujete pa morda velike koalicije med Jankovićem in Janšo? Bil sem na pogovorih pri gospodu Jankoviću in glede na odnos, ki ga ima gospod Janković do gospoda Janše in obratno gospod Janša do gospoda Jankovića, jaz neke realne možnosti za tako veliko koalicijo dejansko ne vidim in jo niti ne pričakujem. Zahvaljujem se vam, da ste se vzeli čas in odgovorili na naša vprašanja. Hvala tudi vam za priložnost in še enkrat za konec najlepša hvala vsem tistim, ki so verjeli vame in še enkrat hvala lepa za njihov glas.